Najbolj grozno je pa to, ko slišiš vpitje otrok. No. Ob 7. zjutraj sva z ženo bila točno na temnem balkonu, okoli 7. ure je zatulila sirena. Sem kontaktiral civilno zaščito, so me obvestili, da prihaja val. Ampak jaz sem ob 7. zjutraj videl, da se Savinja že priliva, kak val še pa ne pride, ne? In voda je čedalje bolj naraščala. No, v enem trenutku sem jaz stvari iz dnevne sobe začel seliti v višje nadstropje, ker mi nismo vedeli, kdaj se bo ta voda ustavila. Ne? Enostavno potem nimaš kaj drugega kot čakati in upati na najboljše. Ne bom pa pozabil tistih prestrašenih obrazov, ko smo hodili po vreče peska za nasipe. In tudi dostikrat, ko sem se vozil po teh mojih krajih in sem videl ta mul vse posod, obupane obraze ljudi, mislim, jaz sem vozil tisti traktor z solzami v očeh. No. Najbolj me je presenetilo, tudi recimo s predsednikom vlade sem hodil okoli. In seveda, moj pogled je bil popolnoma drugačen, obupan. Predsednik vlade je tam ohranil treznost, z ekipom so razmislili, kaj je najbolje. Marsikdo je že pozabil, da je bilo prvi paket za 4-člansko družino 12.466 evrov. Lahko trdim, da je bilo ravno dovolj, da se človek postavi nekako na noge, da vidi izhod iz te stiske. Zagotovo smo Slovenci v tem trenutku s to izkušnjo, ali pa vsaj iz državnega vidika, veliko bolj pripravljeni na takšno tragedijo. Predvsem jaz mislim, da imamo Slovenci eno veliko posebnost, kar se kaže tudi v športnikih, in to je srčnost.